Vstopaš skozi grajska vrata in pobiraš me z očmi. Kar ne morem se opreti, srce divje zaigra. Sramu brez stečem k tebi, sonce, prišla si, duša nežno strepeta. Namesto z mečem opasana si z violino, kar predajam se. Ljubezen pač vse premaga, iskrena iz srca. Iz mesta v zakotno vas zdaj poddiva, do mesečine ukopa se in lahko lepo te prosim, pokleknem. Lok svoj zame nabrusi le, tako kot strune violine z luno, ko odide, v zvezdah s tabo združim se in v temni noči, ko prižge se milijarda, priznam, da samo nate mislim še. Jaz bi vas kot član društva 29, ja, res bi rekel tako, da se lepo čulo, toplo pozdrava. Dnes imamo zadovoljstvo, ko gostimo v naši, bi rekel, ne reči hiši, v naši delavnici Jerneja Forbicija, akademskega slikara. Moram reči tako, ne, pred smo malo imeli kao nekši intervju, tako na hitro smo nekaj povedali in samo že pred povedal, ker Jerneja vidim v bistvu kak enega mladega dečka, ki začne s fotoaparatom hoditi po njihovem deli zemlje, se pravi tam z njegove okolice, poslika določene stvari, ki jih v bistvu mi delamo v naravi, ki se mu zdijo, ki so ne dobre. In potlej to skozi leta v bistvu doble ven na svoja plotna in nas opozarja. Jaz mislim, da je v bistvu kultura, če duže bolj močen medij in ki bi se tudi mogla tega držati, kad dejansko z svojim delom opozarjaš. Zdaj, če si muzičar, vzameš kitaro, pa počiš po strunah, pa poveš, kaj si misliš. Ali si Jernej Forbici, pa vzameš penzel, pa narediš to. Ampak jaz mislim, da kultura mora biti kritična in da dejansko mora celi cajt nastavljati v gledalo, kad se vjega pogledamo. Zdaj, trend je takšen, nekaj kultura v bistvu nekak ni nujna. Glej, kultura je nujna, jaz mislim, da če duže bolj.
Zato bi še se enkrat predvsem zahvalil Jerneji, ko je v bistvu prišel k nam, nastavajo slikice, majhne, mislim, res, fajn. Z Vladom smo se kar lepo mantrali, ko smo to včeraj inštalirali. Moram se še obenem Marli zahvaliti, ki je bil potrpežljiv in sta z Vladom to lepo postavila. V bistvu smo pred kulturnim praznikom. Jaz bi šteja, ko se mi gnes imamo festkulturno, to pomeni, ko smo zelo sproščeni, to pomeni, ko je na naš vinar Milan Hlebec postrega z vini, poveda kaj o vini, zmes ste imeli čas, ko ste se v bistvu lahko z vinčekom v roki, brez kakšnega koli problema pogledali Jernejove slike, pa kamo se fajn imeli. Dekline naše, se pravi kolegice v kuhinji, so že tudi v bistvu pripravile stvari, nekaj malega, da mu leži pili. Zdaj pa, ko malo bolj uradni, pa bi jaz prosil, jaz bom sicer zmes potle nekam skočil, ker se nekaj pozoba, pa bi jaz Klaudijo prosil, pa da nam oslikari nekaj prešteli. Jernej Forbici je bil rojen 1980 v Mariboru. Diplomski in podiplomski študij slikarstva je zaključil z odliko na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah. Uresničil je veliko število razstav in sodeloval na različnih bienalih in sejmih umetnosti v Evropi in drugod. Povabljen je bil k sodelovanju na bienalih. Leta 2003 Hicennuc Pordenone, leta 2005 IBCA International Biennale of Contemporary Art, Narodna galerija v Pragi, 1907 51. Beneški bienale, projekt Akade, 2011 53. Beneški bienale, italijanski paviljon Akademije. Jernej Forbici živi med domačim Strniščem ter italijanskima Benetkami in Vicenzo. Slikarstvo je študiral na Akademiji di Belle Arti v Benetkah. Diplomiral je pri profesorju Karlu di Raku leta 2005, leta 2008 pa zaključil še specialistični študij. S svojo izjemno energijo in predanostjo slikarstvu je izstopal že za časa študija. Zlasti profesor di Rako ga je spodbujal in podpiral ob prvih javnih predstavitvah. Pomenljivo pa je, da so ob otvoritvi novih razstavnih prostorov Beneške akademije leta 2009 prav Jerneja Forbicija povabili k retrospektivni razstavi. Prav tako je leta 2011 sodeloval na Beneškem bienalu, kjer se je akademija predstavila z izborom del svojih najboljših študentov. Zagotovo smemo trditi, da je Jernej Forbici eden najbolj uspešnih slovenskih slikarjev, ki razstavlja po celem svetu, redno pa tudi v Sloveniji, na Ptuju, v Mariboru, Strnišču in Majšperku, in ki ga zastopajo ugledne zasebne galerije v Italiji in Avstriji. Značilno zanj je, da je po eni strani zavezan domačemu Strnišču, ki predstavlja osrednji motiv njegovega slikarstva, po drugi strani pa je njegov umetniški kredo svetovljansko odprt za vse človeško stisko sodobnega časa. Forbici se je že kot študent zavezal k slikanju ranjene pokrajine v okolici tovarne aluminija v Kidričevem. Odlagališče rdečega blata, ki je ostalo ob proizvodnji glinice, je danes skoraj v celoti zaraščeno. Pred leti pa je tam bilo pravo jezero, z katerega je veter v sušnih obdobjih dvigoval strupen rdeč prah. Forbici to pusto pokrajino dokumentira s fotoaparatom, fotografije pa uporablja kot predloge za slike, ki so pogosto izjemno velikih dimenzij. Svoj slog je odprl na romantično krajinsko slikarstvo, ki ga povsem obvlada. Prostorska odrivala vodijo oko od ospredja skozi široka prostranstva razbrazdanih polj do v neskončnost oddaljene obzornice. Naslovi slik so povedni in se pogosto sklicujejo na biblična besedila. Podobe nerodovitih ravnic delujejo visoko estetsko, a je ta lepota srhljiva, saj jo zaznamujejo apokaliptični znanilci skorajšnjega popolnega odmrtja. Tuji likovni kritiki običajno sicer navajajo, kje in kakšni so kraji Forbicijevega navdiha, a je njegove podobe mogoče in tudi potrebno brati v najširšem kontekstu globalne ekološke grožnje. Hvala.
Hvala Robiju, hvala vsem, ki ste tukaj. Lahko rečem, to sem reč prej, da spoštujem in da občudujem, ko se ljudje delajo takšne stvari, kot dela Robi, tudi njegovo društvo in vsi ostali, ki pomagajo pri tem, da zbujajo te kraje. Mi delamo podobno stvar v Strnišču, enem malem kraju sredi gozda, sredi lagališča, Rdečega blata. Tudi drugi prijatelji naši delajo podobne stvari. Jaz mislim, da je prav, da se trudimo in da delamo za kulturo, ker kot je povedal Robin, kultura je prepotrebna. Hvala vsem, da ste tukaj, jaz upam, da boste uživali na razstavi. Mislim, da v delu je bilo dovolj povedanega. Hvala še enkrat. Lep večer. Spoštovani prijatelji umetnosti in kulture, dober večer. Tudi v našem malem kraju se nekaj več dogaja, namreč odpiramo razstavo priznanega akademskega slikarja, ki razstavlja, ustvarja, organizira na zelo eminentnih, pomembnih krajih, danes pa naši lokalni galeriji. Torej, to je še eno potrdilo, pa še eno zadovoljstvo, da tudi naš umetnik za svojo ekipo, Društvo 29A, gospod Jurak, dela dobro, je tudi on čedalje bolj prepoznaven, iskan in priznan umetnik. Jaz seveda želim vsem vam uspešnega umetniškega dela naprej, vam, spoštovani, prijeten večer še naprej in naj vam kultura, umetnost, prijatelji in pa tudi vino napolnijo dušo. Hvala lepa, da ste prišli s tem, če mi dovolite, odpiram to razstavo. Imeno društvo 29, ja, ti da eno ribico, v bistvu ta ribica je za mene, kako te reče, tode ribice že v bistvu da dosti. Nekako, to je tako, če bi rekel, filmski Oskar, moj, osebno. Dober dan, lep pozdrav. Z nami je danes Robi Jurak. Robi, koga imamo poleg sebe? Jaz ne poznam ni enega, ni drugega. Glej, morate reči tako, zelo, bi rekel, zelo vredi dvodečka v družbi. Enega malo mlajšega je Neja Forbicija, akademskega slikara, pa starostu, kaj se tiče galerije, mislim galerij in galerista Vladoja Vladimira Forbicija. Sta nedva gospoda, kaj se rodi? Pa Boga mi ga sta, jaz mislim ga sta, no. Ja, sin, pa oča, ja, pata. Vi ste znani galerist, kako to, ko ste se odločili, da prijete v Logarovce razstavljati, v bistvu, kot pravijo po domače, Vuku Jebine? Ja, no tudi jaz imam galerijo v Vuku Jebine, tudi v taki mali vasi. Čeprav sem tudi na Ptuju že 3 imel in tako naprej, ne, in sem tu je razstavljal že, kaj vem, marsikaj tudi po velikih mestih, ne, ampak da gremo kam drugam, gremo predvsem za ljudi, katerim gremo, in to je Jurak. Kako ste se vidva spoznala z našim Robijem? Ja, prav ga je Sandra Požun prepeljala na svojo razstavo k mene, ne, in potem ko vidiš človeka, ne,
Jaz sem pač tip, ki kar hitro skopčam, ne, kdo je moj, pa kdo ni moj, ne. Takoj smo se ujela, ne. Takoj smo se z Robijem zmenila, da bo tudi Sandra imela tu razstavo, tisto, ki je bilo pre mene, ne. In tako, potem sem prišel sem, videl sem te zadeve, potem sem začel spoznavati, čeprav njegove ekipe je to spoznal tudi prej že, ne, ampak osebno sem ga takrat spoznal, no. Mislim, da smo se super ujela, povabili smo ga na festival, Artstace, vaš festival na Ptuju. Rekel sem, če bomo naredili Pionejevo razstavo, ne, je rekel pa, Ja se ne mogu verjeti. tu pred meni, seveda bomo naredili, ne. No, v resnici gre za to, da širimo umetnost, ne, tudi na ta konec, ne samo na Unijo proti Ljubljani, ne. Lahko mogoče malo poveš kaj o tem, to je novejši cikl, koliko sem se pozanimal, to pa še starejši z Artstace, ne? To je zelo začetek 2003, to je začetek, ko smo na akademiji, prvi, drugi letnik. Jaz se slikam zmeraj te velike slike, no. Teh velike slike je ogromno, tam mislim, da je ena od največjih, zdaj 8x4, ta je 12 metrov dolga, 3 visoka, prikazuje pa zmeraj eno ekološko uničeno pokrajino, ne, ki je pač industrija uničila, vse izhaja nekako iz tovarne aluminija. Koliko ima ceno, gospod galerist, ta velika slika? Pa mislim, da ni kupca za tako sliko, ne, žal, ne. Pri nas sploh ne. Vse, glede... Tujini je pa tudi prostor problem, ne. Jaz se tudi naredil, v bistvu v tebi je en takšni vtis, kot nekši mladi dečko, ki hodi z nekšim fotoaparatom po tistem vašem deli tam, pač po toti zemlji tam okoli Kidričeva, je pač tota proizvodnja še zdaj živi. Pa se začne zavedati, kaj se tu dogaja in v bistvu naredi nekše fotografske zapise, pa potili v bistvu nekako podne v zgodbo in mu je to nekšo življenjsko delo, ker kaj go vidim, tebi je to življenjsko delo. Ja. To ti hvala zemlje tam in delati na ten, ko v bistvu, ne vem, zaveščaš ljudi. Ker glej, celi cajt poslušamo to, ko naprimer je kultura nepotrebna, ne, in če si pogledaš, kakšen močen medij imaš ti v rokah s svojim čopičom, ko v bistvu ljudem kožeš v gledalo, glej, kaj delamo, halo, vsakšo tvojo delo v bistvu bi se lahko človek notri našel, kaj bo to. Se pravi, hodiš iz Italije še vedno črpati v bistvu sem v to okolje. Ja, še zmeraj izhaja tukaj. Čeprav, to, kar imamo tu, imamo po celem svetu, da je pač moj model, ampak ga pa najdemo vsaki 50 km skoraj. Ja. Kak premostuješ to razliko Italija, Slovenija? Je kakva razlika v umetnosti, v kulturi, v načinu dojemanja kulture, percepcije kulture? Pri nas v Sloveniji veš, da imamo zelo velike borbe z ministrico, non-stop se nekaj kregajo, dajo, je mogoče tam kaj drugače? Razlika je v tem, da mi dajemo preveč na ministrstvo, ker moramo, ne? V Italiji pač mi kultura prepušča na trgu. Pač imamo dva načina drugačna, ne si gledamo slikarstvo, ne. Trg ureja vse, kupci, galeristi. Se pravi je... Nas tega ni, trga ni, ta ne more urejati, tega ureja vse država pa seveda Se pravi, Italija je bolj napredna, če bi tako rekli, bolj prijazna do umetnikov. Bolj prijazna. To nas lahko tudi umetnik, ki nam more prodajati nekako ustvarja, ne, na to, ko mu pomaga država. Imamo tega v Italiji ni, da bi imeli neke ugodnosti, pa ne vem, vsem kulturi, pa da bi te prispevke plačevali, tega ni, ne. Ja, pa če si pa dober, ker Slovenija, ogromno dobro slikarje pa ne morejo živeti od tega, lahko pa živiš od tega, to pa sigurno. Ti živiš od tega? Živim od tega, ja. Ja, glej, vredim je, res se srečen, ko si gnes tu, vem, kam veliko zaslogov, Ata, v bistvu spoštujem, moram pa reči, da spoštujem pa obo zelo fejs. Glej, toto zgodbo, kar se tiče Artstace, ki odterate na Ptuj in kjer sem v bistvu tudi jaz bialoni mali delček, to so veke stvari. Kako pa ste zadovoljna v bistvu s okolico, kako sprejema toti festival v ceni, zavol tega so... Gre za en večjih tovrstnih festivalov v Evropi, lahko rečemo, ne? Kar se tiče po kvaliteti zihe, ali? No, ampak prej smo rekli, da Ljubljana še vedno gleda z njim skozi hrbet. Ne. Festival ima tudi eno srečo, da se to dogaja na Ptuju, da se to dogaja na našem koncu, da so nas pustili, ker so mislili, kaj bojo toti tam nekaj delali in mi smo lahko to v miru par let delali in nas nišče ni napadal.
moram odkrito povedati, če bi to začeli v Ljubljani delati, ena taka skupina, kot smo vi bili, ne, entuzijasti neki, ne, in kaj vem, nepoznani v resnici v tem ljubljanskem krogu, nas bi v krvi zadušili, ne. To se tudi dogaja v Ljubljani, ne. Če kdo skoči, ga odsečejo takoj, ne. Tam je svoj krog zaprt in ne moreš nič. Mi smo imeli mir tu in smo lahko razvijali, ne. In zdaj je tudi Slovenija spoznala, ne, da je to velika stvar, ne. Ampak moram reči, da Ljubljana še nazmeraj njene, kaj vem, jemlja tako, ne. Vse pa stvari bliskovito spreminjajo, ne. Na boljše, torej. Na boljše, mislim, da smo tudi ministrstvo je spoznalo že pred par leti. Teže v začetku tega, dejansko. Par leti, ne, da smo mediji tudi, moram reči, da televizija, veliko nacionalka, redno spremlja naše festivale, smo v špici tudi in že tudi tisk, ne, tudi delo, ne, roke in podobne stvari, ne. Sam Ptuj, ne, pa pač tak, tu imamo prijatelje, imamo 100 ljudi, ne, ki nas spremljajo, ki nas imajo radi, ampak za Ptuj velja pač to, ne, kar velja za Slovenijo, ne. Doma si najmanj cenjen, ne. Tako da ogromno ljudi tudi ne pride, ki bi mogli po funkciji priti, ampak ne pride zaradi pavšije, po domače povedano, ne. Midva tudi nismo Ptujčana, midva smo prišla iz podeželja v Ptuj in tam delamo kulturo, ne, čeprav moram mimogrede povedati, na Ptuju vso kulturo delajo drugi ljudje, ne Ptujčani, ne. Tudi glasbeno, tudi pesniško, filmsko in ne vem kako, delajo drugi ljudje od zunaj, ne, Skiričevi je kar en kup, ne, naprimer, ne. Ampak Ptuj nas ima rad, ne. Čeprav vem, bo letos imel festival Artsdays eno prav posebno rdečo nit, ne. Ja, o čem bo? To mora on povedati, politika. Politika. Zakaj politika? On je direktor festivala, ne. Ja, politična umetnost, jaz mislim, da je to zelo aktualna tema, ne, pač politika, migracija, vse, kar se dogaja, ne, pač da pogledamo tudi, kako so umetniki reagirali, že Milan. Se zgodbe ponavljajo, ne. Da želimo videti, kako so umetniki to zapisali. Mi smo delali za predstavljanje od 60 let umetnost pa do danes, ne, politična umetnost. In v bistvu temu si že razpisal, v bistvu se zdaj že priglasuje to temo. Ja, iščemo umetnike, kustosi so, ne, ki jih izberemo. To že naprej vemo, s kom bi delali, ker vemo, da on pokriva to umetnost, ne. Mislim, večinoma so tuji kustosi, no. Oni pripravljajo za svoj izbor umetnikov za posamezne razstave, ki bodo na Ptuju, ne. Politika. Ja, lahko jaz pripomnim. Pozdravljam tudi politični film, koncerti, pevski zbor, pač tu vse bo, naš festival ni samo vizualna umetnost, ampak je festival sodobnih umetnosti, tako da doživljamo tudi glasbo, video, gledališče, multimedijske projekte, da ponudimo več. Ena drobna stvar, ki bomo osebno sicer jaz pripravili v imenu društva, bo na primer prve strani dela iz 77. leta, ne, kaj vem, to ogromno tega je. In takrat je bila partija samoupravljanja in da bojo videli, da je Jugoslavija... To je bilo partijski časopis. Da je bila Jugoslavija v resnici zlata. Iz te naslovnice vidi, ne, bo se enostavno videlo, ne, kaj je politika, kam prepelje politika, če ni prava. Nič druga, samo naslovnice dela, ne, stare 30, 35, 40 let, ne, bojo pokazali, kam prepelje. Še to bi rekel, ne, umetnost, ne, mi gledamo na to tak, ne, jer ne tudi vrstnici dela tak, ne. Če umetnost ni agresivna, progresivna, te ni umetnost. To, kaj eni slikajo nekaj lepe slike, ta čas lepe slike je mimo, ne. Zdaj mora umetnost vzbujati po konfliktu, ker konflikt edino pelje stvar naprej, ne. In te slike njegove jih mi tudi tako gledamo, ne. To gre v resnici izhaja vse iz te zamazane halde. Mi živimo 500 metrov stran, še 300 metrov stran, zdaj to ni več zamazano, ampak to je strašno osneževalo, ne. In on je vzel to kot neko podlago, ne, in je začel prikazati, ne, kaj človek v resnici dela. Oni so uništili vso vodo Dravskega polja, ne. In še to iz vesolja so Amerikanci ugotovili, se vidijo samo dve stvari, Kitajski zid pa to ta halda, ne. Pa Fordov odpad. Ja, no, pravim, ne, tako da to je to, ne, tako da zdaj, tako da on dela veliko delo. Si ga čuja, ne? In to
ti kulturci, ki so pisali o njem, pišejo ravno to, ne, da slika pokrajino, ki je v resnici mrtva in ki je že iz nje človek že odšel, človeka več ni, ne, na njej slika ni nikoli človeka. Ne. So pa že, prvo to ni bilo rožic, zmeraj pa bila neka svetloba. To pomeni, da on je zmeraj verjel, ne, jaz tako razumem njegove slike, on je zmeraj verjel, da pa je možnost nekaj še, bo nekaj se razsvetlilo, ne. No, zdaj vidim, da 2-3 leta riše rožice, to pomeni, da ima upanje in da daje neko spodbudo nam, ne, da bomo mogoče rešili to zemljo, ne. Toliko, ne. Kaj pa vidva oba pravite zdaj na našega Robija? Evo, se pravi, društvo, mi bi radi tudi naredili eno, isto tako, kako ste rekli, vi progresivno zadevo. Lahko to rata? Lahko, ne? Je že ratalo. To pa res ni, je že ratalo. Na poti gor, pravi rata v smisli... Je že ratalo, to ni problema. Je že ratalo, Robi. Kaj se nas tiče, ne? Smo že zajebali. Kaj se nas tiče, odstev, zdaj ko pridem v tem društvu, ne? Ki zdaj obstoja, pa že kaj vemo. Koliko let? 2004 je bilo. 15 let. In to smo mi, v resnici, društvo smo mi trije, Mariko, pa mi dva, ne, pa moja žena, ki drži štango, ne, držimo tudi znori poleg nas, ne, ampak vse, kaj znamo, ne, bomo ti dali, ne, zmeraj vprašaj, ti damo, če vidiš, da ti že dali, povemo ti, da ni problema, da če boš rabo pomoč, mi smo tu, smo navdušeni na tem, da se to dogaja tu. Je super. Zdaj boš kaj robo, mi smo tu. Le, jaz mislim, da so tu takšne besede bile zdaj, ko bi mi brez problema lahko nazdravili, s tem, ko naš stari prijatelj, vinarski prijatelj Milan Lebec je malo po moje iz provokacije prinesel 2 rdeča pa 2 beli. Jaz mislim, da bi jaz pa vlado mogla rdeče vzeti kakorkoli je, ne. Vidva pa bele. Tak je hoče. Gle, nema se bunila, ne? Hvala. Na zdravje. Ja, nič. Te pa ga Zdravim, hvala. Zdravje. jaz sem zdaj, pa je kerišate. Živeli. Na progresivnost, ne? Ja, in to iz društva 29. Hvala lepa.